Dober dan, vsem skupaj še enkrat. Torej, naša tradicionalna petkova Zoom kavica je danes posvečena zeliščam, zeli za ljudi, kot sva z Igorjem Milevcem, ki je nekako pobudnik te današnje Zoom kavice. Albina, prosim, izklopi mikrofon. Alta. No, in Grgarske ravne, to je kraj, kjer je med drugim rojen tudi Matej Bor, če sem prav. Igor, a je prav to? Ne, ni, je višji. Kaj? Je malo višje. A ima višje gor, no, ampak dobro, si koncev je, ne? Z nami je tudi gospa Barbara iz Gozd, pa bi dal najprej njej besedo, da bi malo predstavila to organizacijo ali društvo in bi potem nadaljevali z pogovorem. Izvolite, gospa Barbara. Dober dan, se slišimo? Ja. Ja. Najprej lep pozdrav iz Zeliščnega centra Grgarske ravne, ki ga upravljamo skupaj z Fundacijo Bit planota. Mi smo sicer tudi krovni naziv naše organizacije je Zavod Gozd na planoti. In delujemo že dobrih 10 let. Vsa ta leta se je sodelovalo z občinskim društvom slepih in slabovidnih, ki so tudi eni od naših ustanoviteljev. Potem pred parimi leti smo postali tudi socialno podjetje. Naša glavna dejavnost v Grgarskih ravnah je pridelava in predelava zelišč, pri čemer v bistvu kar v veliki meri vključujemo osebe z različnimi omejitvami. V prvi vrsti smo s to dejavnostjo sodelovanje začeli prav z medobčinskim društvom slepih slabovidnih. To naše sodelovanje na način, da jih vključujemo pri pridelavi in predelavi zelišč, smo zdaj v letu 2019 razširili tudi na organizacijo Šent, to je Slovensko združenje za duševno zdravje. In skupaj razvijamo, v bistvu probamo razširiti to našo dejavnost. To pomeni, da vključujemo ljudi, ki imajo razno, bom rekla, omejitve, vključujemo pri pridelavi, predelavi zelišč in pa seveda to je kot delovno in socialno aktivacijo. Glavni namen zdaj naprej pa je, da tudi skupaj te naše izdelke promoviramo, pa tudi tržimo. S tem, da želimo, da to ne pomeni samo za Zavod Gozd neki, bomo rekla, tudi finančni dobiček ali pa, bomo rekli, boljši izkupiček, ampak da vsaka vključena organizacija, ki se sodeluje z nami, dobi tudi določen procent teh sredstev za svoje delo. To pomeni, da če boste kupili ali pa če kdor kupi našo znamko zeli, ki je v tem v našem sodelovanju, ima pri nakupu v bistvu 20% popusta. To je tudi, ali gre za celotno organizacijo, kot je Društvo slepih slabovidnih, oziroma za njihove člane. To bi jaz zdaj čisto na kratko povedala, to, kaj je v bistvu to projekt, ki ga v bistvu financiramo, smo ga dobili na razpisu Ministrstva za javno upravo za profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva v letu 2019. Sicer pa poleg teh dejavnosti pridelave in predelave zelišč imamo tudi veliko storitev drugih, kot so catering, priprava raznih daril novoletnih, za rojstne dneve in seveda tle nam vedno pomagajo tudi predvsem veliko člani iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih. To bi jaz zdaj čisto na kratko, potem bom pa, me boste kaj vprašali, pa mogoče še dopolnila. Hvala. Igor, ti si odprt za vsakršno sodelovanje, tudi imaš en pogled v prihodnost.
bi rekel, nekako. Daj povej, kako se je pravzaprav začelo tole sodelovanje oziroma kako je to bilo, oziroma tudi lahko pol poveš, kakšen namen ima to, ne? To sodelovanje se je začelo leta 2012, kjer smo recimo, kot vemo, medobčinsko društvo izvaja rehabilitacijo na osebnem nivoju in iskali tudi en del rehabilitacije, kjer na koncu se naši slepi kasneje ostepeli učijo kuhati, peči in drugih aktivnosti. Predvsem smo pa iskali možnosti, kjer so bile tudi želje naših članov, da bi se kaj preizkušali na področju zelišč. In prve zadeve, ki smo jih imeli, je bilo sajanje, pravzaprav, mislim, da niti ne sajanje, ampak da smo sadili sadike na lokvah še, kjer je prejšnji direktor Boris dejansko iskal varianto, kako bomo mi tisto njivo posadili in je dejansko postavil, bi rekel, par kovčkov, zavezal špago in naši so avtomatsko to začeli saditi in to bolj ravno kot vsi videči. Potem smo to zadevo nadgrajevali tako, da dejansko smo probali tudi sejati, ampak sedaj smo prišli pa tako daleč, da dejansko delamo kompletno proceduro, kot je že Barbara rekla. Moram reči, da iz našega društva se tega udeležuje cirka, bi rekel, 2-3 kombije brez problema naložimo in se vsak vključuje v različno aktivnost, kjer se pač želi. To se pravi, eni pač vežejo čaje, drugi delajo na njivi, nadgradili smo to tudi v sami kuhinji in v kuhinji smo delali določene procedure. Vemo, da se je treba na novo naučiti rezati, da se je treba naučiti kuhati. To je bila idealna zadeva, da smo mi to se malo učili, pravzaprav tudi takrat, ko je sam zavod se razvijal, je to sodelovanje nastajalo. Tako da smo prišli tako daleč, da dejansko pomagamo pri samih cateringih, sodelujemo po stojnicah. Če vam je kaj znano, tisti, ki je gledal, promoviramo žlikrofe sredi Idrije, jih delamo mi, nažalost Goričani učijo delati žlikrofe in to slepi, sami Idrčani tega ne delajo. Sodelujemo na festivalu v Kobaridu, kjer dejansko je doma, kaj že, Štrukli, kobariški. Štrukli, tako da aktivnosti se res širijo in bi rekel, mislim, to sodelovanje se samo nadgrajuje in vsi naši člani želijo delati in vsak najde se v tem okolju. Predvsem ogromno naših članov je potem pa tudi v domačem okolju si zasadilo določene, bi rekel, zelišča, ki jih uporabljajo za osebno rabo in kot je pa tudi Barbara zdaj povedala, te izdelke dejansko kupujemo in dajemo dar sami sebi, kar je najbolj, bi rekel, produktivno. In to sodelovanje smo pač dali tudi drugim ranljivim skupinam, kot je Šent in na koncu je še druge aktivnosti, ampak sam projekt smo pa res začeli skupaj z zavodom delati mi. To bi bilo na kratko. Mislim, dejansko želja nam je to nadgraditi, ker bi rekel, jaz ne vidim ovir, kar tudi Barbara lahko pove, ker več dela z njimi, da se ne naučijo, bi rekel, v različnih faz in recimo ni zadeve, da je slepi in ne bi delali. Recimo naredili so tudi HACCP, ki ga pač morajo, to se pravi tiste zakonske zadeve, da lahko delajo v kuhinji, da lahko sodelujejo na stojnicah in smo del, bi rekel, dodatne ponudbe, turistične ponudbe na Trnovsko-Baški planoti. In recimo na Primorskem ali pa na koncu že tudi v Ljubljani smo tudi promovirali. Pozdrav. Živjo, Niko. Ja, kolikor sem jaz malo gledal, malo brskal, sem videl, da imate zelo veliko podporo dol na Primorskem. Občina Nova Gorica oglašuje vas na njihovi strani. Potem to, kar si rekel, se spomnim, v kinu Šiška ste imeli enkrat pred leti tudi predstavitev, stvari. V kinu Šiška smo bili del projekta mednarodnega, kjer je bilo 15 držav. Mislim, da so imeli in smo dejansko so nas zaprosili, če lahko predstavimo našo aktivnost in smo bili dejansko ne atrakcija, ampak smo
dejansko pokazali ljudem, da se to da. Res imamo veliko podporo imamo vseh Lions klubov, ki so dejansko naši največji donatorji in odjemalci. Podporo imamo, bi rekel, vseh 12 občin in širše in tudi v same projekte nas vključujejo, mislim, to je tisto, bi rekel, prepoznavnost društva samega v lokalnem okolju in samega zavoda, tudi ker dejansko, bi rekel, smo podaljšana roka in že več let tudi delamo darila za mestno občino ali pa tudi za druge organizacije, ki jih naročajo pri nas, tako da mislim, da že kar par let smo, bi rekel, novoletna darila se delajo v zavodu Gozd za občino Nova Gorica in je to, bi rekel, tudi za njih velika promocija. Mislim, da med vašimi odjemalci je tudi Brane But, ki je danes, si me prej klical, se ne more udeležiti, ker ima en drug sestanek. Vse lepo pozdravlja tradicionalne udeležence in je zelo pohvalno se izrazil o vas in o teh vaših produktih. Je škoda, da nimamo kakih piškotov tukaj zraven, da bi malo probavali, kako bi to šlo. Slavica, vse vem, da si hotela reči nekaj o piškotih, ker izvoli. Vklopi mikrofon. Slavica, mikrofon vklopi. Slavica, mikrofon vklopi. Alt A. Evo, zdaj pa si. Ja, toliko vklapljam pa izklapljam, da sem že nisem več vedela. Ja, jaz moram tukaj se oglasiti, da ne bi kdo rekel, da Igor malo naklada, ampak to je čista resnica, kar Igor govori. In na lastni koži, kot se temu reče, sem občutila, ko sem delala raziskavo o prepoznavnosti in vključenosti slepih na Severnem Primorskem v to njihovo lokalno okolje. In ni bilo lokacije oziroma ni bilo funkcionarja tam, ki dejansko o delovanju slepih na Severnem Primorskem dejansko teh zadev ne bi poznal. Tako da jaz ne vem, če je kjerkoli drugje v Sloveniji, da so slepi toliko res vključeni, prav dejansko sestavni del okolja. Mislim, vse to je neumnost, da v 21. stoletju govorimo, da so zdaj slepi izključeni iz nekega okolja, ampak smo še vedno. No, ampak ta korak, ki ga so na Severnem Primorskem naredili, je dejansko požel rezultate in res fascinantno, kako vidiš, kako vsi poznajo to delovanje slepih. Toliko sem hodila. Luka Campolugi. Ja, lep pozdrav. Živijo, ti si tudi del tega projekta, ne, da sem te videl na sliki. Ja, jaz sem bil tudi teh projektov. Sem še, čeprav sem zdaj na ljubljanskem koncu živim. Lep pozdrav Barbari in Igorju dol na Goriško. Ampak ti projekti so meni dali ogromno. Jaz sem se marsikaj naučil skozi te projekte, skozi te projekte sem se začel ukvarjati tudi s slikarstvom in spoznaval zelišča. Bil sem zraven, ko smo leta 2013 v največjem nalivu sadili zelišča gor v Grgarskih ravnah. Igor se bo še to spomnil. Ko smo kombi pripeljali domov, je bil so ga mogli direkt v čistilnico peljati. In to smo res z užitkom smo delali in smo kakije rezali, sušili, z enim entuzijastvom delamo te reči. Res smo ena skupinca, ki res z veseljem hodimo te stvari delati. In še enkrat hvala vsem, ki nam to omogočajo. Predvsem pa to, da člani sami to z veseljem hodimo delati. To je v redu, super. Mogoče samo ena informacija. V društvu 235 članov lanskega leta je bilo vključenih 209 v kakršnokoli aktivnost. To se pravi, vsaj en individualni klic je bil na društvo. In hvala Luka. Luka je en od res aktivnih na vseh področjih in bi rekel, tudi samo aktivnost članstva je, bi rekel, tam cirka 25, od 235 je cirka 25% do 30% aktivnih. To se pravi, ne samo telefonsko, ampak
tudi fizično so prisotni in druga zadeva, kar je največji plus, je to, da člani sami predlagajo vsebine, na koncu tudi vsebine v zeliščnem vrtu, recimo tudi določene delavnice, ne Barbara, ki jih potem oni poskrbijo, da dejansko zavod tudi specialne delavnice, ne vem, delanje žlikrofov, kot smo rekli, potem štrukljev, razne izobraževanja, so to tiste dodane vrednosti, ki jo dejansko društvo dobi. Društvo pač poskrbi za servis, dejansko servis imamo lastne prevoze, tako da tlele res nimamo problemov, dejansko pomagamo s prevozi pri drugem in pač aktivnost društva je v uporabnike in to se tudi vidi, kot je Luka dejansko z prve roke povedal, kaj lahko člani delajo, ne? Ker Luka je aktiven, zmeraj bil in tudi zdaj, če je nadaljavo, sigurno se bo pripeljal dol in bo sodeloval. Toliko, če bo pa še kakšno vprašanje. Kar je pa Slavica povedala, pa tudi to res, ne? Na koncu, ne vem, če lahko povem, skoraj uradna informacija bo, da bo Alan Kobilica promoviral slepoto na Giro d'Italia z električnim kolesom, kar mislim, da je to en največjih rezultatov za slepoto v Sloveniji. No, super, to je pa dobra novica. Bomo zraven. Barbara, boste vi še kaj dodali, kako vaše izkušnje z temi delo z ranljivimi skupinami? No, jaz bom rekla, jaz sem se v zavod zdaj sem od leta 17 tukaj, že sem se tudi jaz veliko naučila, predvsem z samim delom, z različnimi skupinami. Tudi, kot je Igor omenil, vsa ta dela, priprava žlikrofov, štruklov, vezanje čajev, predvsem za slepe slabovide te dejavnosti treba malo prilagoditi, ali za sajenje. Ampak res skozi leta so se toliko zverzirali, tokrat so že bili pri nas, da enostavno živejo, kaj imajo za delati, no, tako bom rekla. In je vedno veselo, vedno smo mi jih veseli, oni nas in zdaj v tem času korone v bistvu kar malo pogrešamo vsega tega. Ne samo to, da skupaj nekaj naredimo, si izmenjamo tudi izkušnje. Konec koncev vsaka oseba ima neko znanje, ki je vedno dobrodošla. Ne glede, a je slep, a je videč, ali ima kako drugo oviro. V bistvu ta prenos tudi znanja med generacijami je vedno dobrodošel. Tudi, ko delamo neko stvar, poslušamo, če nam sugerirajo, kako bi bilo boljše drugače, zato ker konec koncev oni izvajajo te stvari in mi si jih sicer lahko zamislimo, pa včasih ne gre glih tako. Tako da, ko vsa ta leta sodelovanja, kot je Igor rekel, je skupinca, ki nam pomaga pri pripravi cateringov, pri postrežbi, tako da mogoče bi rekla, tudi mislim, da so to vsa društva ali pa nevladne, ki srečujemo, vedno je pa manj mogoče mlajših, ki bi jih tudi radi zelo vključili, no. Mi v samem zavodu ali v zeliščnem centru smo tudi zdaj malo več, bi želeli delati z mladimi šolami, z lokalno skupnostjo, tako da upam, da počasi bomo tudi to uspeli, predvsem, ko se mi zdi, da po tem preteku te korone nam bo vsem to zelo pasalo, po domač povedano. In da v bistvu se naučimo eno druga. Bom pa še eno stvar tudi na tej podlagi imamo tudi mi nekaj kar turističnih produktov. Skozi en drug projekt kmetijstvi smo tudi 2 kmeta izobrazili, kako delati, v bistvu tudi pripravljati razne storitve za ljudi s posebnimi potrebami, tudi predvsem slepimi. In kako se obnašati, tako tudi širimo to znanje, ne samo v zeliščni center, ampak kar na celo planoto tle. Zdaj, ne vem, tamle vidim Zlatka. Ja? Jaz pson, kdo je to? Ja, jaz sem. A? Ja, jaz sem se propla zraven, vas poslušam, no. Sem prvič na Zoomu zdaj in sem pravzaprav sploh probala, kako ta Zoom deluje, a ne. Aha. Nisem pa v Sloveniji, tako da vas poslušam iz Francije. Tako. Ja. Pozdrav v Francijo bolj. Pozdrav. Ja. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, ja. Dušan, mogoče še to, ne? Mi smo leto 19 provali narediti to, kar je Barbara rekla, delavnico tedensko, to, kar sva midva izvala na okroglem, ravno na Trnovsko-Banški planoti, to, kar je omenila, da bi spali v kampu, ampak nažalost odziv naših mladostnikov na zvezi niso sprejeli, da bi si upali iti živeti med 4 dni, da bi skrbeli za svojo rit, po domače rečeno. Ja, Bila je ponudba, da bi spali v kampu in dejansko v Zeliščnem vrtu skrbeli za sebe, mi bi tudi izlete zrihtali in tako naprej, ampak odziv iz strani mladostnikov ni bil. Ja, to je problem, to sva midva imela, ampak zdaj ne bova zdaj... To ne bom, sam hočem reči, da to je bilo ponujeno tudi zvezi, že našim mladostnikom na zvezi. Dušan, lahko jaz? Izvoli, Slavica. Gospa Barbara, dober dan, mislim, da sva se midve že na gospodarskem razstavišču srečali, ne? Veste, pa mene zanima, malo praktično povejte, zdaj ta zelišča se potem morajo sušiti, mora se to pakirati, to se v bistvu rabijo kar ogromni prostori, pa potem shramba neprimerna, mislim, da je treba biti suho, da niso vlažni. Kako vi to zdaj uspete preskrbiti te prostore? Mi imamo srečo, v zeliščnem centru imamo kar nekaj prostora, ponavadi tudi zelišča, ko so dozorela, jih poberemo, posušimo in potem jih sčistimo do faze, da jih lahko shranjujemo. Imamo skladišče, kjer jih shranjujemo v, bom rekla, kozarcih zaprtih oziroma v kartonasti embalaži, ki se da dobro zapreti. Tako da v temnem prostoru, tako da obdržijo svojo, bom rekla, kvaliteto. Mi rečemo 1 leto, tako tudi planiramo, 2 leti ni problem, ker so res, imamo tudi naprave, te sušilce, ki so zelo dobri. Upam, sem odgovorila na Ja, ker je to občutljiva roba v bistvu, Probamo pa tudi v bistvu veliko stvari kar sproti naprej v razne izdelke uporabiti, ne, kot so naprimer zelišča, kot je melisa, meta, smo delali sirupe. Pa piškoti so dobri. Piškoti, potem so v marmelade tudi dajemo, odvisno, kjer izdelek, zdaj delamo tudi nekaj zeliščnih mešanic za uporabo v kuhinji, kot je mešanica za frtajlo, na primer, ker je to bolj primorska, ki si jo lahko delamo tudi pol pozimi, ne samo poleti, v bistvu razne, tudi te mešanice, kjer je že mešanica posušenih zelišč. Super. In to seveda tudi preko interneta se to prodaja, ne? Ja, mi imamo spletno trgovino, trenutno jo dodelujemo, vse se da preko spleta naročiti, če ne direkt lahko nas kontaktirate, tudi pošljemo, ali pa namer kot v vašem primeru tudi preko medobčinskega društva, tako da tu sploh ni ovir. Jaz mislim, da nekaj stvari, vedno je nekdo, ki je na poti ali do Ljubljane ali kamorkoli, ali pa se pošlje po pošti. Super. Še kakšno vprašanje? Ja, kako je pa zdaj ta korona? Ta je verjetno prodajo pa transport pa vse to precej po moje omejila, pa tudi vam življenje malo zagrenila, ne? Ja, kar zelo, ne, ker predvsem te, bom rekla, pogostitve so odpadle, potem nastopi na tržnicah, tudi v trgovinah se malo kar dosti pozna, zato ker smo omejeni, ljudje, že sam prevoz ali karkoli, ampak predvsem te tudi pa turistične, ne. Mi smo bili v lanskem letu celo poletje prisotni v Kobaridu v kampu Koren, kjer smo pripravljali lokalne jedi, imeli smo tudi demonstracijo priprave žlikrofov, kjer so članice medobčinskega društva slepih sladovidnih, tako da za letos planiramo, ne vemo, kaj bo, ne, tako da je res eno tako, v bistvu delamo pa na drugih področjih, probamo navezati stike, da jaz mislim, da to prej slej se bo končalo, moramo biti optimistični. Tukaj sem videl, piše, da ste, tu je ena zadeva, ko ste se prijavili, osebna izkaznica, ne, za potrjene vloge, piše, da ste zaposlili 2 osebi, ali so to ranljive skupine? Preko projekta Zeli za ljudi smo v bistvu, ker smo 3 organizacije, smo v bistvu 3 zaposleni na projektu. En je pri Zavodu Gost, en je na medobčinskem in en pri Šentu.
In skozi projekt smo potem pri partnerjih izobrazili po 2 mentorja, 3 mentorje v bistvu, in potem oni 6 koordinatorjev, ki bi to našo mrežo širili. Na tak način, ne. Ja, super. Šent poznam, to je za duševno zdravje, ne, oni tudi imajo ti uporabnike, so tudi problematični, mislim, v smislu zaposlovanja in teh stvari, tako da to je res eno fajno sodelovanje, se mi zdi, a ne. Ja, Šent nam v bistvu kar malo veliko pomaga pri pripravi naših, bom rekla, embalaže, tudi razvoj, ker pač naše izdelke delamo pod motom odgovorni do narave, do ljudi in uporabljamo že uporabljene materiale, tako da nam oni veliko teh stvari pripravljajo. Ali dodelajo, mi dobimo pač neke vrečke darilne, v bistvu v tem smislu sodelujemo, no. No, zdaj, če gre malo na Mitjo vprašanje, ko je pehta pa te zadeve, a ne, vi v bistvu to nadaljujete neke vrste tradicijo, ne, to Banško-Trnovske planote, a ne, tam je... Ja, planota je bila kar znana po zeliščarstvu, kar je zamrlo, a ne. Mi probamo to obuditi, sicer bolj, bom rekla, prav zeliščarstvo kot pehto, mi tega se ne gremo, mi delamo predvsem izdelke uporabne za kuhinjo. Teh ljudi, ki se dela razne zdravilne tinkture, podobne stvari, je dosti. Mi imamo srečo tule v centru, da imamo zelo dobro kuhinjo. Tako da smo se malo specializirali prav za te pogostitve, pripravljanje raznih od čajev, piškotov, teh prehrambenih izdelkov, potem pa seveda tudi vse usmerjeno malo v turizem, ker imamo tudi status v javnem interesu na področju turizma. Tako da res, zdaj imamo že kar, bom jaz rekla, za poletje imam kar 5-6 rezervacij za razne delavnice, predvsem tujcev, bomo pa videli, a se bo da to čez poletje izvesti. Vse na zelišča in vključevanje ranljivih skupin. Naši gostje so bili tudi Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota. Ja, točno, to si rekel, ja. Pa recimo pred leti smo gostili tudi srečanje žensk, ampak to je bilo še smo imeli ta kombinacijo zeliščni vrt in še tudi lokve. No, tam sem bila pa tudi jaz prisotna. To so bili tisti prvi poskusi, ki smo se učimo se še zdaj. Super. Kdo je rekel tudi jaz? Darinka. Darinka, no, da še ti, Darinka, kaj povej. Ja, nič ne morem povedati, tako kot sem rekla, spomnim se, da smo bili, da je bilo super, da smo dobro jedli, ampak ja, z upanjem, da pridemo, ne, ko se kaj spet odpre, organizira, je bilo zelo zanimivo. Kot ste rekli, ne spomnim se katerega leta, ker je že nekaj časa nazaj, ampak koliko pa ne vem. Vem, da pa nam je bilo... 13 ali pa 14 je bilo tam. Ja, tako je. Vsem je bilo zelo... Takrat smo se mi šele učili, čisto na začetku. No, potem moramo priti pa zdaj, ko ste že na višjem nivoju. Jaz sem v vaših koncih... Da ti damo kuhalnico, da boš malo kuhala. Ja, kuham rada, tako da ni problem. Je bilo leta 2013. Se še jaz spomnim, ker sem bil še jaz gor. No, vidiš, je. No, super. No, lepo. Jaz bi še pa nekaj tukaj poudarila, kar se mi zdi zelo pomembno, recimo ta udeležba vsakoletna, no, zdaj pač korona jo je odnesla, na sejmu Alpe Adria, narava zdravje, ali kako se temu reče. Tako, mislim, tak prodor, da dobiš eno konstanto, ne, da tudi svoje mesto na takem sejmu, na gospodarskem razstavišču in da se tudi tam postaneš prepoznaven, ne, to se mi zdi izredno velik napredek. Jaz sem bil v vašem koncu enkrat z Darjem Kortezom, smo hodili
po vaših gozdovih in iskali užitne korenince in zadeve. In škoda, se pravi, da nisem takrat vedel za to vašo. Vete, se v kakršnekoli fazi, ali pokličete na društvo, ali pa, ko je rekla Barbara, tudi za družine ste vabljeni zmeri, to vse se da organizirati. Če to pride v Gorico, se da organizirati tudi prevoz gor, tako da te ni omejitev. Tudi nakup izdelkov. Mi dejansko, mislim, da je knjižnica že pred leti jemala naše biškote. No, to lahko rečem, da koliko let je že Barbara, da je naša vrtnica je dejansko prav zakupila mestna občina Nova Gorica, ki je nismo smeli niti dolgo časa prodajati, ker je bilo to dejansko izdelek, ki smo ga delali prav za njihovo promocijo same občine. Smo pa dobavljali v knjižnico, pa še na zvezo dobavljamo določene izdelke, tisti recimo ljudje, ki so se navadili, kot recimo, ne vem, na to mešanico soli ali pa kakšnekoli zadeve v kuhinji, jih kar redno jemljajo, tako da tudi ta dobava je možna na določeno mesto in vse se da dogovoriti. Super, fajn. Halo? Ja, prosim. Halo, če se lahko še jaz malo... Izvoli, Niko. Vse skupaj bi pozdravil, Igor, tebe posebej, midva se bolj poznama od prejšnjih časov. Hvala, Niko. Goriškemu društvu bi dejansko res čestital za njihov napredek, če se spomnim, kako je Igor začel, kako se danes dela v Gorici. Gorica bi lahko bila vzgled vsem ostalim društvom v Sloveniji. Namreč, koliko jaz še zdaj opazujem kot največ aktivnih v bistvu, vidim, da ostala društva nekako se preveč zapirajo same v sebe. Ta način, ko pa Gorica dela, da se širi navzven z večjimi zdravimi ljudmi, mislim, da je pa to zelo pozitivno in jim res čestitam. Pa bi želel, da bi tudi društva ostala društva malo obrnila navzven, ne se samo zapirati v svoj krog in svoj izožen način delovanja. Toliko. Hvala. Super. Hvala, Niko. Hvala, Niko. No, se mogoče, ne vem, koliko dejansko veste, mi imamo tudi projekt za iskalce zaposlitve, to smo tudi že enkrat predstavili, kjer smo dobili evropsko nagrado in ta program, predvsem za iskalce zaposlitve, bo postal program za preko Zavoda za zaposlovanje. Projekt je namenjen usposabljanju in svetovanju slepim in slabovidnim, ki bi dejansko šli na svoje področje, odpirali lastne SP-je. To je tudi nov program, ki ga dejansko smo na društvu z tehnološkim parkom, Primorskim tehnološkim parkom razvili. To je še ena dodana vrednost, ki jo je dejansko društvo razvilo v lokalni skupnosti. Pravzaprav jo nismo zadržali v lokalni skupnosti, kot je rekel Niko, ampak smo jo ponudili Sloveniji in vsi naši iskalci zaposlitve, ki bodo želeli odpreti lastne SP-je, bodo imeli brezplačno svetovanje na teh področjih. Sej, to je tudi namen tega projekta, o katerem danes govorimo, zato sem prej tudi vprašal, če so koga od ranljivih skupin zaposlili oziroma kako se jim pač omogočili to delo. Ja, vse dela, tle se zaposluje ogromno preko javnih del in preko javnih dneh, ne Barbara, v glavnem se zaposlujejo samo invalidi. Je pa dejansko problem pri vsemu temu, ker ta del je dejansko ni neka sociala, je bolj netržno in je zelo, bi rekel, ranljiva zadeva, ker te se dejansko moraš preživeti sam na tržišču. Mi imamo pač srečo, mi dejansko imamo financirane iz strani države 5 zaposlenih, kar nam je dobro, ne to asistentov, ampak ljudi, ki dejansko delajo na področju slepih in slabovidnih in imamo ločeno zadevo. Imamo pač rehabilitacijo posebej in tudi odpravljanje komunikacijskih ovir. Noter spada pa prevozi in razna svetovanja, mislim, te prevozi do zdravnikov in vseh teh zadev je pa čisto točen program, ki ga nudimo vsem našim članom na Severnem Primorskem, kar se mi zdi to smiselno, ker to je edina možnost, da dejansko se lahko člani potem tudi vključujejo v naše aktivnosti. Če tega ne bi bilo, vemo, da se te možnosti nimamo, sploh pa s tem prevozom, ki je zdaj v Sloveniji, da nikamor ne moreš. Ja, to je res, ja.
Lahko jaz še nekaj Dušan? Izvoli, Slavica. Ja, je rekel Igor, a ne, pač se morajo sami sebe preživeti, to je res, v bistvu, da ima to komercialno osnovo, vsi ti projekti, oziroma vse tako je prav, da ne čakajo vsi samo miloščine od države, ampak po drugi strani pa mislim, kar ima enako težo, ta psihosocialna nota. A ne, da so ljudje dobijo samozavest, da vidijo, da so lahko koristni, da se družijo med sabo. To je ena zadeva. Druga stvar pa je to, kar sem jaz že večkrat rekla Igorju tudi, da v bistvu so na novogoriškem društvu dojeli v bistvu, kaj je inkluzija. Kaj to pomeni? Ne, da sam slepi iščejo podporo v okolju, ampak da že okolica njih rabi. To je tisto, a ne, oboje stranska potreba po sodelovanju. To je meni pomembno. Hvala, to je dejansko res. Mi dejansko postajamo, bi rekel, kot nevladna organizacija, sigurno v regiji ena najmočnejših in najboljše organiziranih in kot smo rekli, mogoče se smeje slep, mi dejansko prevažamo starejše, ne, malo je smešno, ne, pravzaprav koordiniramo, ne, ampak vsi naši starejši imajo njih tako brezplačen, v Novi Gorici imajo brezplačen prevoz zdravniku, enkrat na mesec v trgovino in tako naprej, da dejansko tudi, če program razširimo na druge, poskrbimo tudi, da dejansko imajo tudi naši možnost uporabljati storitev, ki jih izvajamo za druge. In na koncu vemo, da če pogledamo v našem članstvu, je od 230 članov, je samo 50 mlajših od 50 let, vsi ostali smo veterani, ampak se ne damo. In kot recimo Lihedi pravi prej na UNEM, imamo tudi na uporabi računalnikov in sodobne informacijske tehnologije, ljudje, ki imajo 90 let in uporabljajo tako pametni telefon, uporabljajo računalnik, tablico in tako naprej. Ampak zato moraš imeti res na društvu usposobljene ljudi, in ki dejansko delajo in vejo, kaj delajo. Zdajšnje vremenske razmere niso škodile vašemu vrtu, Barbara? Ne, zato, ker mi smo kar visoko, tako da smo šele začeli tiste osnovne čiščenja, sadili še kaj posebej nismo, ne, tudi pognali še ni, ker mi smo kar pod minusom, no, tle Grgarske ravne od Gorice je bistvena razlika, no, v temperaturi, tako da danes je bilo, ko sem prihajala, -2. Aha, no se to, v Ljubljani je bila pa -1, no. Ja, proti Gorici mislim, da je bila pod plusom, da je bilo plus, no. Ja, seveda, oni so pa na morju, ne, oni so primorska, ne. Ja, tako, ja. Vi ste pa že gore, oziroma... Mi smo pa že na planoti, hribi. Tako, že v hribih, ja. Mogoče bi še eno stvar sugerirala, ali pa tako, kar sem poslušala, ne vem, zdaj se upravičujem, pozabila sem, kdo je predlagal, a ne, ali v bistvu izpostavil to, da Novogoriško društvo je zelo aktivno, način dela, kako se ostala društva slepih pa ni. Mogoče se lahko skozi društvo Nova Gorica pridejo pobuda, da se nas pridejo pogledati, kako mi to delamo. Mogoče, da veliko, ko govoriš, nimaš tistega občutka, ampak da pridejo na ogled, na obisk k nam, večja, manjša skupina, in mi pripravimo in vidimo, kako mi to izvajamo. Mogoče bojo potem lažje v svoje okolje tudi način sodelovanja prenesli, no. Tako da, se pravi... Dobra ideja. Prosim? Dobra ideja. No, tako, ker ponovadi, jaz ne vem, ta osebni stik, te stvari dosti več doprinesejo, kot če mi se samo pogovarjamo. Vsekakor. A bi mogoče, ne vem, mogoče bi se s kakim zavodom oziroma s centrom Iris povezali, pa bi mogoče preko njih kaj ste že ponudili? Možno, je zapisala. Jaz imam pa eno drugo mislek, in sicer ta, da je najprej treba narediti premik v lastnih glavah. Ja. To je res. In jaz mislim, Igorja glih za to občudujem, ker Igor točno to dela. Ker je to naredil že. Ja, ker je to, pa ne samo, da je sam naredil v svoji glavi, ampak poskuša tudi svoje, bi rekel, člane malo aktivirati, ja, tako.
Ja, kot sem rekel, cirka 25 članov je na različnih področjih aktiviranih, ne, in predvsem poslušamo potrebe članov. Ne. Recimo, kakšno zadevo, ki jo člani izjavijo v okrožnici, dejansko pustimo, da se zmedi in da pride do kakršnekoli možnosti, je in predvsem jim potem ponudimo, predvsem pa dovoljujemo izzive iz okolja, to se pravi to, kar ste že prej rekli, da nas pokličejo in potem jih mi vprašamo, kaj želijo in gremo. Ne? Ker mi smo dejansko svetovalci tudi turizma 4.0, to je sodobni turizem preko digitalizacije in Nova Gorica naj bi bila, mislim, mestna občina je tudi na tem področju naredila en premik. Če zdaj poslušate o teh pametnih mestih, ne bi se začelo delati pametno ulico za slepe in slabovidne, to se pravi o možnosti uporabe sodobne tehnologije za dostopnost tako do avtobusov in večjih javnih ustanov. Kjer dejansko naj bi se financiralo z evropskih sredstev, pravzaprav tudi sama občina bo namenila sredstva v to. To bi bil tisti pilotski projekt, ki ga težko delaš v večjih mestih, ne? V manjših mestih je pa tle res, bi rekel, poslušati moraš pravzaprav najlepše je delati z organizacijami in tle mora res mestna občini se zahvaliti, ki nam daje to možnost, kjer je lokalna skupnost dejansko tista, ki je pripravljena prilagajati. Ne. Če ena posebnost mogoče, ki bi jo povedal, sedaj so regiji nove perspektive evropske, nova financiranja in dejansko naša regijska razvojna agencija so dale politiko dostopnosti na vseh področjih, dostopnost za vse ranljive skupine na našo pobudo v vsa pravila in je dejansko del regijskega razvojne strategije. Ne tisto, da mi vsiljujemo, ampak je že sama regija dala to v svoj program, kar je tudi, moram reči, ena velika, bi rekel, zahvala celi regiji, da je to šlo v to smer. Ja, Igor, pa leto 2025? Leto 2025 smo pa tudi sodelavci Evropske strategije, kjer boste pa tudi vabljeni. Po moje dejansko Evropska prestolnica kulture imamo 2 ambasadorja, to sta Eugen Bavčar in Metka Pavšič, ki sta prestala, društvo je pa tudi dobilo dejansko pismo podpore dalo in kompletna dejavnost mora iti, ker koliko veste, Gorica je tudi naredila prvo strategijo dostopnosti, to je strategija dostopnosti za vse ranljive skupine, da se rešujejo vse skupaj in dejansko vodstvo občine ne dovoli več neprilagojenih zadev za invalide na vseh področjih, ne glede, kje se kaj dogaja. Od storitev naprej in je zelo striktno pri temu dejansko, recimo, ne, mislim, pač mora biti prilagojeno v skladu s pravili, s tem, da strategija je pa predvsem to, da smo se dejansko povezali vse invalidska društva v regiji, predvsem regijsko delamo paraplegiki in gluhi, ampak v Novi Gorici smo pa dejansko sodelujemo skupaj in da so vse te javne ustanove, ki jih mi nujno potrebujemo, morajo biti prilagojene za vse. Tudi tiste nedostopne se zdaj dejansko premikajo zadeve, tudi če je lastnik država, se zahteve, da državo, da to mora narediti. Igor, veš kaj, mene pa že, odkar sem tukaj na zvezi delam, me muči ena stvar, ne? In to, kje pa so meje med tistim, da nekdo res hoče nekaj narediti, nekdo pa hoče samo pokasirati za ranljive skupine. Nažalost je tega, da hoče pokasirati največ, ne. Mislim, to dejansko vidimo, projektov je ogromno projektov dajo, vsi to lahko, vsi vi poveste po Sloveniji, kaj se dogaja, vsi govorijo, kako prilagajajo, ne. Na koncu, ko pa prijete video uporabljanja, pa vidite, da se tega ne daje. To smo tudi mi v Gorici imeli, to je zdaj en velik boj z arhitekti, kjer nismo popustili, mi kot društvo in smo dejansko zahtevali, da se rešitev da in tudi sama vodstvo občine ni popustilo. Vsi projekti v osnovi morajo zagotoviti dostopnost, realizacija je pa zelo nizka. Jaz mislim, da je tle največji problem smo mi sami, ker mi zmeri, kad se gremo pogovarjati, tudi damo rešitev. In ko enkrat dobiš neko zaupanje, morajo tudi oni ugotoviti, da na koncu, da to je tudi za njih dobro, se imajo s čim pohvaliti. Ne?
Je pa res, da je tle še predvsem na področju dostopnosti ogromnega neznanja v Sloveniji in da se tle še le orje ledina. Tle orjemo ledino na vseh področjih, da postaja ta splošna dostopnost. Tisti, ki veste, recimo, ki ste bili na Kaninu, so bili vsi, je bil tudi vodič na Kaninu ves preplašen, na koncu ste mu pa dokazali, da ni ovir, samo če nam dejansko pravilno predstavijo. In jaz v vseh projektih, kjer sodelujem, pravim, da dejansko ne naredi vsak svoje in zadeva bo rešena. Mi dejansko pripravljamo, recimo, tudi letos je 25. obletnica kolesarske dirke, oni Brici govorijo to, junaki vinogradov, kjer bo dobrodelna akcija za rehabilitacijo slepih in slepih v Severnem Primorskem in so dali v program, da izpred Fruktala do kleti Brda bojo vozili tandemi slepih. Jaz sem dejansko, ko sem začel tale zeli za ljudi, malo proučevati pa gledati, bi rekel, prvi vtis mi je bilo, aha, spet nekdo se šverca za slepe, Ampak pol, seveda, ko sem videl pa, da je pa Igor zraven, sem rekel, tale stvar je pa res resna, čist iz tega stališča, ker se mi zdelo, da Igor ne bi bil nikje zraven, da pa ne bi zahteval resno stvar, resen pristop. A je tako, gospa Barbara? Točno tako, saj sem hotela dopolniti. Naš projekt je glih v tem različen, drug od drugih. Mi hočemo izkoristiti v bistvu sinergijo med organizacijami, si pomagati enim in drugim in da vsi imamo nekaj od tega. Tudi en del tega, da mi mislimo resen, da ne bo, ko končamo projekt, to padlo v vodo, to že dokazuje to, da se s slepimi in slabovidnimi to klet dela, skupaj vedno, da smo to nadgradili, da v bistvu pripravljamo tudi konzorcijsko pogodbo, kjer jo bo lahko organizacija podpisala in tam je jasno, kaj imamo mi za delati, v bistvu kot konzorcij in kaj organizacija oziroma člani dobijo. Da ni to izkoriščanje, da samo rečemo mi, ja, nam pomagaj, da je to promocijsko, ampak dejansko, da imamo vsi nekaj od tega. Poleg delovne in socialne rehabilitacije, tudi nek finančni doprinos organizaciji za naš, ker se vsi zavedamo, kot je prej gospa Slavica rekla, ne moramo vse na neke razpise obesiti, sploh mi, ker smo le tržno usmerjeni, predvsem zato, da vključujemo ranljive skupine, zaposlujemo in mislim, da je to en model, ki ga razvijamo, ki bo zdržal, pije vodo, bom po domače rekla. In samo kako ga bomo mi ponotranili, ne samo mi te 3 organizacije, ki so vključene, ampak kako bomo uspeli tudi ostale prepričati, da zakaj se vključiti, zakaj nas podpreti vse skupaj z nakupom naših izdelkov. Mislim, da je to ena pot, ki je, se pravi, mi smo tako majhni, da ne moramo konkurirati Mercatorju ali komu drugemu, ampak na tak način si pa lahko pomagamo sami sebi, tako bom rekla. Slavica, izvoli. Ja, eno stvar se mi zdi, ki je treba še povedati. Jaz z Igorjem že toliko let delam, da ga že v dno duše poznam. A ne, fajn se mi zdi, da nikoli niso, recimo, se ne obnašajo egoistično. Mi slepi, ampak da se v projekte vključujejo različne skupine invalidov, ker šele takrat lahko prepoznaš, kaj potrebuje ena, ne pa delati posebej nekaj za te, nekaj za une in tako naprej. In potem na koncu nastane cela zmeda in jaz mislim, da je ravno gospa Barbara enkrat rekla na gospodarskem sejmu, da res so edino tisti projekti ki vključujejo različne skupine hendikepiranih, imajo res eno tisto svojo vrednoto, ne pa, da se dela to za vsako. In recimo Igor, jaz se spomnim že 10 let nazaj, je govoril
o Združenih invalidih na Severnem Primorskem in jaz mislim, da je to tista pot, ki pelje potem do takega uspeha, ne pa, da se celo driblati znamo med sabo. Kaj je primerno za gibalne ovirane, pa kaj je primerno za slepe, pa za une in tretje. Tako da to se mi zdi tudi to spoznanje, da se enkrat združimo, pa gremo, skupaj iščemo rešitve. Irena, izvoli. Dober dan vsem skupaj. A ti si tudi del tega projekta? Ja, tudi pomagam. Jaz bi dve stvari bi rekla. Prvič, kot čist fizično, če v okviru tega projekta povem, vedno, ko se karkoli pomaga, vedno, ko se karkoli dela, dobimo gor tudi kosilo ali pa malce v tem stilu. Poleg prevoza, ko končamo delati, karkoli že delamo. Druga stvar pa, to, ko se vsi hvalite v novogoriško društvo, pa bi komentirala še Nikotovo izjavo. Moje mnenje je, da ljudje, dajte malo sami odgovornost prevzeti, člani različnih društev, pa začnite riniti. Porivati od spodaj kot, ne vem, krti, pa narinete krtino. Enkrat se vas bodo naveličali. Na ta način je treba nekako, če pa ne gre, pol pa imamo pa že posamezne primere, ki so se zaradi tega, ker se zdruštvo ni dalo nič zmeniti, so se pa tudi v goriško društvo prepisali. Hvala. Ja, Irena, hvala, evo, konstruktivna zadeva. V bistvu se jaz tukaj kar strinjam z Ireno, ker rečemo, jaz vem, mene so bili tudi v našem društvu predvsej hitro poln kufar in so se izjemno trudili v smeri, kako me prečlaniti v drugo društvo. Tako da tukaj je pa bilo kar nekaj dela opravljenega, sem rekel, kaj če se raje ukvarjali s tem, kako kaj pametnega narediti, ne kako nekoga odrezati. Drugače pa ful dobro to, kar delajo v Novi Gorici in tudi jaz sem že malo premišljeval, ja. Tako, sam tok. A boš zdaj Primorc ratal? Stari moj. Gorenc. Stari moj, kaj pa jaz vem, kaj bom. Čakaj, ne prehode med regijami, ne preokinejo. Dušan, veseli se. Jaz sem zdaj že na semaforju, prihajam. Ja, super, no, okej. Grem nazaj na mir, da vas ne bojo palce motile, pa busi. Bom še jaz, kako rekel. Ajde, Niko, izvoli. Jaz bi to, kaj je Irena rekla, res potrdil, je pa druga zadeva. Koliko pravzaprav imaš lahko možnosti v tej smeri sodelovanja z določenimi ljudmi. Da tu je en problem. Je pa tako, škoda je, da se mlajši bolj v te stvari ne vklapljajo. Mi starejši smo svoje nekako že dali skozi, 50 let delovanja v društvu, zelo aktivno, pa to pa je tako, da bi mi zdaj, te starejši začeli, ne vem kaj, naprej porivati, bo najbrž težko. Ja, energijo ti zmanjka, Ja, seveda, vsega imaš počasi. Mogoče, če bi Niko ta jaz pokomentiral, je fora to, da dejansko jaz mislim, da se premalo možnosti tudi, to, kar je Irena rekla, da tudi mlajšim. Mi tudi mlajšim pustimo, vemo, da grejo svojo pot, ampak kakršnokoli pomoč iz strani društva jo dobijo, lahko kličejo enkrat na leto ali pa enkrat na mesec jo dobijo. Jaz mislim, da dejansko društvo mora biti servis in pomagati. Zdaj, isto napadati ljudi, ker mislim, časi so drugačni. Tudi vemo, da je ogromno ljudi, ki ima težave z vidom, pa ni. Jaz vam povem zdaj, ko mi vozimo te starejše, dejansko smo dobili še dodatne člane, zato ker ti ljudje imajo težavo z vidom, pa sploh niso se vedeli, kam obrniti. Mislim, to so tiste zadeve, ki moraš, ampak je pa res, kar Irena pravi, pri nas so aktivni člani in ti lahko na vrhu delaš kar češ, če ti nimaš aktivnih članov in če nimaš ti aktivne strokovne službe, ker mi dejansko imamo 7 ljudi v strokovni službi zaposlene, ki dela za slepe in slabovidne. Ne govorimo o asistenci posebej, govorimo o strokovni službi, ki dela za slepe in slabovidne. To je razlika, ravno prej Edi sem poslušal razlago, da imajo na drugem Zoomu uporaba sodobne informacijske tehnologije. Pri nas se dela vse 1 na 1, na potrebe posameznika.
In tudi človek, ki dejansko obupava, on bo obupo, edi pa ne bo. Ne? In imamo li prej razlagal človeka, ki se uči uporabljati pametni telefon, ampak gre počasi, ampak se bo naučil, jaz sem prepričan v to. Ne? In to je tista fora, ki recimo moraš imeti tudi strokovne delavce, mi dejansko nimamo tiflopedagoga, ampak imamo recimo strokovno delavko, ki je sposobljena delati z belo palco, ker je šla s šolo Mirjana Hafner. Na koncu naše društvo so nastavljeni Marino Kačič, Mirjana Hafner, pokojni Bogdan Žorž, Sonja Pungrtni, ki so naši strokovni delavci še danes. In na koncu tudi vsi vi ste danes mi dali nove izzive in nove moči, da se da še več narediti. Ker jaz dejansko gledam predvsem, ki dariščem nove izzive, gledam izzive iz strani uporabnikov. Ker jaz osebno, kar si že prej Dušan rekel, ne vidim ovire. Ovire so zmeraj v naših glavah. In to recimo dokazujejo predvsem člani. Jaz sem najbolj zadovoljen, kad je tudi Barbara rekla, ne, mi imamo recimo, ne vem, gremo na stojnico tudi po 2 skupine. Mi gremo pobariti, ena skupina gre do poldne, druga skupina gre do popoldne, to se pravi, stojnica je skozi zapolnjena, ljudje lahko vidijo, kaj slepi slabovidni delajo. Ne, in pa ti pride tja na pult, pa ti jamra, pa ti uno, ne, mislim, se kar smejemo, ampak to so se že naši ljudje naučili. In jaz sem imel tudi recimo debato, bi rekel, ne govorim imenih, sodobnimi slovenskimi menedžerji, da sem mu rekel, a bi imel ti jajca iti tja recimo na stojnico in dejansko brez vida dejansko ponujati storitev in tako naprej. Dajmo razmišljati, da tisti, ki grejo na stojnico in je zadat kapo dol, na koncu so se izpostavili, to je velik rezultat za tistega slepega, ki je pripravljen stopiti na stojnico in dejansko ponujati storitev javnosti, ki ga ne vidi. No, sam to ni v bistvu pravzaprav, bom rekel, nič novega, ne, saj v zgodovini slepote so ljudje imeli trafike, so loterijo so imeli, se pravi, so to svoje slepote izpostavljali, potem pa so vmes nekako je te skupaj malo poniknalo, ne, in so se zaprli, zdaj pa spet se osveščata, ne. V bistvu spet ljudi nekako to svoj, bi rekel, primanjkljaj ali karkoli se temu že reče, je pač treba izpostaviti, ne, na ta način. Jaz bi k temu lahko še samo eno... Igorja izklopil, samo malo. Igor. Evo, Slavica, izvoli. Ja, meni se zdi pa tukaj še ena stvar pomembna. Kar večina društev pogreša vključenost mladih, ampak jaz mislim, da je inkluzija tukaj naredila svoje. Mladina ni več v zavodih, v šolah, ker se nekako poznali. Vsak tiči v tistem svojem domačem zaselku, domači sredini in dejansko niso toliko vključeni tudi predvsem zaradi tega. Ja, to je res, ja. To sva z Igorom sva pred leti imela, se vas zmeraj načenjamo to temo, smo imela precejšnje težave, ko se je inkluzija na veliko pojavila. Sva tudi midva z Igorom imela probleme pri teh najinih delavnicah, ko sva imela za mlade, a ne. Ker se zdaj dejansko je tudi v tej inkluziji dejansko toliko enih težav, recimo, da mislim, da so starši in vsi toliko zapolnjeni časovno, da zadeve rešujejo, in potem nekako ne prideš v to sredino, seveda vemo pa, kdaj je najlažje vključevanje nekako v teh mlajših letih, a ne. Čim potem si starejši, pa ostaneš nekje verjetno res nekem svojem mehurčku. No, v redu. Mislim, da bomo počas... Kaj je, kdo hotel kaj reči? Ja, jaz sem še hotel nekaj. Izvoli, Niko. To, kar se je ta gospa zdaj vključila, ne. V sedanji čas pa, bi rekel, pretekli čas, ne. Mi smo prišli dejansko iz ljubljanskega zavoda, moram to reči, da smo se tam naučili ogromno. Od kuhanja, športa, imeli smo vsega, zdaj ni časa, da bi to vse ponavljal, ne, ampak smo prišli potem to se pravi, ni bil problem za službe dobiti, smo normalno delali, eni smo bili telefonisti, eni so bili delavci po firmah, pa te stvari, ne, in smo živeli dejansko ko bi rekel,
v zdravem, v normalnem okolju življenja tistega kraja, kot pa si. Ne. Pa smo sodelovali recimo v kolesarskem, jaz sem osebno recimo naredil pohorski maraton s kolesom, to je 154 kilometrov, pa še 8 z njih manj krajših, pa smo šah igrali z drugimi od klubi, podjetij, vsega skupaj. In smo dejansko bili v tem krogu normalnega življenja. Kaj pa imajo danes? Ja, težko je. Integracija v teh rednih šolah, tam hote ali ne hote se nimajo tega, kar smo mi imeli, ne? Se športa odreže, ono tretjo, marsikaj, kar je povezano z vidom pa te stvari. In kaj ostane? Te ljudje tudi služb nimajo, študirajo sicer lahko, kdor lahko kaj, ne, nima služb, zopet potem pride do tistega, da pride do druženja samo v okolju določene kategorije invalidnosti. To se pravi, recimo, če govorimo o slepih, ne. In je tu velik manjko tega druženja. Sem že tu slišal pripombe razgledane punce, študirana, ja, družba nas sprejema, pa te stvari, ne. In seveda, družba te sprejme, če se ti znaš sam prav vklopiti, no. Jaz to iz svoje prakse povem, ne. Meni se ni problem vklopiti, sem se preselil iz Maribora, pa ni bil problem. 1, 2, 3 smo za sosedi stike spostavili in normalno delujemo, no. Toliko bi pač malo v ta problem, ker se bo še pojavil in se bo pojavljal, kako bomo pa rešili, je pa druga zadeva, ne. No, sej, Mitja, predno ti dam besedo, sam še to, mi je pa Niko zdaj dal, ja, eno, Igor, izklopil sem ti mikrofon, okej, zdaj si spet, ali ta, okej, zdaj si me Ja, pardon, slejte, zdaj je bil klic, so nas klicali v mednarodni projekt s 4 državami preko nekega Erasmusa za dostopni turizem za ranljive skupine. Evo. Odlično. Imamo spet temo za... V tem trenutku so me klicali, ker smo svetovalci turizma 04, dostopno so me klicali, če bi šli v to, zato se oproščam, da sem se zdaj umaknil, pa ste poslušali debato. Super, Igor, imamo novo temo, ne, za kavico enkrat v prihodnosti. No, tako. Ja, super. Lahko Igorju nekaj povem. Da, meni je že kar malo nerodno. V bistvu, ti si moj rešitelj, vsaj ne bi imela kaj včasih zapisati, če ne bi bilo Novogoriškega društva. No, veš, ko A ni to v bistvu pohvalna Slavica, ne? Ja, seveda, ampak se Igor mene razume. Mi dva že tako let sodelujeva, da Igor ve, kaj, da jaz to malo na kec obrnem. Ne, sej, je pa da ne razumel. Je pa tudi res to, ne, jaz se tudi pravim tako, da Igor je tudi dojel možnosti teh Zoom kavic, ne. On je poleg Braneta Buta, ki je danes sicer odsoten, pravzaprav edini od teh, bi rekel, vodilnih, slepih in slabovidnih, ki je pravzaprav dojel, da je lahko ta Zoom kavica, so lahko tudi prezentacije dejavnosti, a ne. Sigurno. V tem smislu, da pride do čim večjih ljudi. Ja, pa tudi promocija, Tako, ne. ne nazadnje. Jaz mislim, da bi te Zoom kavice so ful dobro, da dejansko vemo med sabo, kaj imamo in kaj lahko naredimo skupaj, ker na koncu Severna Primorska ali pa gor Prekmurje je tako kratko, da dejansko tle ni več problem sodelovanja in kontaktiranja, no. Jaz sem prej razmišljal, čakaj malo. Jaz sem prej razmišljal, ko je Niko začel, ne, mogoče bom pa res kdaj probal dobiti ga sogovornikov, da bo malo naredimo primerjavo med to segregacijo in integracijo oziroma inkluzijo in vse teh stvarih, da se malo pogovorimo tudi na to temo, a ne, to bi bilo tudi zanimivo. Ja, bi bilo v redu. Darinka, izvoli. Ja, par stvari imam, ne vem, če bom uspela, ker sem že vmes pozabila. Okrog inkluzije bi rada le to rekla. Nisem bila v zavodu, bila sem samo na poklicnem usposabljanju v Škofji Loki in kot smo rekli, smo prišli potem tudi mi, eni so se vključili, eni ne, eni smo čutili željo, da se pač malo podružimo, iz druženja so nastale potem raznorazne
zadeve, ne vem, da si se vklopil v delovanje organov društva, da si prevzel potem posamezno zadevo. Nimam nobenih težav z vklapljanjem v kakršnokoli družbo, ali je to vireča, ali je to družba na vozitku. Imam pa z gluhoslepimi ali pa z gluhimi, tu imam rahlo težavo, verjetno jo imamo vsi. Ja. Tako, potem bi rada rekla, da sem svoje oddelala, družbe znancev, imam veliko, skratka, vesela sem, da se preko Valterja družim tudi v literarnih krogih, seveda med običajnimi ljudmi. Okrog inkluzije bi pa tudi to rada rekla, da ljudje, ki imajo kakršnokoli korist, ali so to projekti, ali so ljudje, ki so zaposleni bili, so vedno nekako navdušeni bili. Sem bila priča tudi, ko je nekdo od slepih razložil njim, kaj v bistvu v inkluziji manjka, pa so povesili svoje lepe ali pa manj lepe noske in so bili užaljeni, da to ni to, da današnja mladina ali osnovna šola ali kakšni pač otroci z omejenimi oziroma s posebnimi potrebami so le vključeni, ampak ne želijo prisluhniti izkušnjam, ker moram povedati, da ljudje so bili hvaležni zavodu, kar jih je naučil, mene ne, ker me ni bilo tam, ampak često vsega so jih naučili, ne samo fizičnega dela, tudi drugačnih, bi rekla, čustev ali običajev ali navad. Socializirali so se, je pa res, da je potem odvisno od njih samih, kako se bodo vklopili. Mi smo delali, bili zaposleni, poln delovni čas, prišli do rednih upokojitev, smo bili morda tudi na podlagi našega predsednika nekdanjega, kakršnekoli odnose, kjerkoli smo imeli, jaz pravim vedno nam je dajal to na dušo, bodite, trudite se, 3-krat več boste morali znati, da vas bodo ljudje sprejeli med se. Morda je celo bilo to res, marsikdaj, ampak spodbujali so nas, da smo se družili, da smo prihajali tudi v naš dom slepih v Gospejno, bili zadovoljni na delovnih mestih, kakorkoli, tudi smo imeli ene druge želje, pa pač nismo uspeli, pa ni bila to družba kriva, morda le sami. Skratka, ta inkluzija je verjetno prinesla ene dobre stvari, marsičesa pa ne. Skratka, če oni sedijo, niso verjetno vsi doma, sem prepričana, da ti mladostniki imajo tudi svoje prijatelje med videčimi. Skratka, od nas, kot smo že slišali, odvisno, koliko se bomo socializirali, normalizirali, da bomo imeli normalen krog prijateljev, normalni, jaz rečem pač temu ljudem, ki vidijo, ki so zdravi. Potem bi še, ker sem se zdaj tako razgovorila, sem hotela še nekaj povedati, ampak mislim, da sem pozabila, pa bi bilo to vse. Skratka, Goričanom čestitam, zdaj sem se pa spomnila. Vesela sem, da tudi uporabljajo družbena omrežja, Goričani znajo pokazati, kaj delajo, in na Facebooku ali verjetno tudi še kje drugje. Ko sem jaz to nekoč omenila nekomu, kako so dejavni, da jih videvamo na družbenih omrežjih, mi je dotična oseba dejala, kaj pa ti misliš, drugi pa ne delajo? Ja, verjetno, ne vem, tudi jaz sem poskrbela v Mariboru, da smo bili vidni, da smo opaženi, da posebej še promoviramo pač določeni na svoj način. Eni so vedno nezadovoljni, eni pričakujejo, da jih bo vlak vodja vlekel še njih za sabo, pričakujejo, drugi bi, pa ne bi. No, in potem niso vsega krivi tisti tam gor, niso vsega krivi člani, mislim, da so krive ene energije, ki se potem vzpostavijo pri teh ljudeh, ki so kakorkoli v samem društvu. Mi imamo ogromno idej, tudi posamezniki jih imajo, ampak kot sem rekla, ni vedno vse v enem ali v drugem.
fajn bi bilo, če bi bilo malo nekega razumevanja, pa tudi tistih, da bi malo tiščali naprej, pa imaš veselje, ko vidiš, da si nekaj naredil, pa da ljudje pridejo, pa da ti vse hvala rečejo. Naši ljudje, oni bi imeli vse, čisto vse, najdejo se pa 2 ali 3 posamezniki, ki na koncu pa rečejo, daj, hvala, da si pa res nekaj naredil. Jaz se znam zahvaliti, zato rečem Igorju, nenazadnje ga poznam, najdel od vas tukaj, nam govorila o letih, ker smo že toliko stari, super si, našel si prave ljudi, skratka, veselo naprej in čestitke za vse uspehe, ki si jih in jih še imaš. Hvala. Hvala, sošolka. Če lahko pokomentiram ravno to od Darenke, Luka, posi pa ti. Na koncu se jaz od Valterja od nje tudi učim. Največji problem, ki ga imamo mi med sabo, je ravno to, da ne znamo sami sebe pohvaliti. In to je problem, na koncu res je, dejansko naše omrežje, tudi če pogledate mediji, naši mediji komi čakajo, da dobijo našo zgodbo. In to je tisti plus, ker mi dejansko medijem ponujamo zgodbo, ponujamo jim tisto, kar dejansko rabijo, ne ponujamo jamranje. In če gledam recimo tudi vajno udejstvovanje, ga spremljam in na koncu se tudi z vajno aktivnostjo jaz učim. Jaz se učim na koncu z aktivnostjo vseh nas. Na koncu neumni bi bili, če ne bi mi izkoristili našega Eugena Bavčarja. Sorry, to je dejansko še zmeri. In tudi Eugen dejansko priznava, da je član našega društva. Dejansko naš član je tudi Miha Srebotnjak in dejansko je dokazal z rezultati, ki jih dela, da je dejansko jaz sposoben. Sabina Dermota, Sonja Pungrtnik, Irena Mihel in vsi ti, ki dejansko delajo, Karmen Vogrič, in jaz sem ponosen na rezultate naših ljudi, ki so. Naši ljudje recimo so sprejeti tudi pri županu, za vse rezultate, ki jih dobijo, jih sprejmejo župani lokalnih skupnosti. In to mora biti tisti del, ki na koncu, jaz pravim, samo slepi smo, vse ostalo pa nam dela, ali pa ne, tudi ostalim ljudem okoli nas. Luka, izvoli. Hvala, Igor. Jaz bi samo to dodal, da med slepimi je en velik problem. Sodelovanja ni. Premalo sodelujemo skupaj. Če bi sodelovali skupaj, ne bi bilo fušerije. To je ena zadeva. In drugo imam pa en predlog, da ko bo konc te korone, dajmo organizirati en skupni izlet, makar ga jaz organiziram v okviru, pa če mi kdo pomaga na našemu društvu, da pripeljemo dol celo Slovenijo pogledati spet Grgarske ravne, pa ta naš zeliščni center in vse te naše lepote s Sveto Goro, pa z lokvami in bomo imeli spet en lep, čudovit dan. Hvala za to. Hočeš reči, naredimo praznik Prtežila in bazilike? Tako. Lahko se še oglasim. Irena, si še tu? Irena? Ne vem. Nije več. Nije več, No, hotel sem jo pohvaliti za prevod romana, spomnim se zdaj naslova, iz norveščine v slovenščino. Zelo dober roman bil, no. Toliko. Dobro, bomo počasi končali, da ne bomo zdaj. Zdaj malo smo šli stran od teme, ampak jaz mislim, da pravzaprav nismo pravzaprav nič zgrešili, da smo malo tudi dušo dali ven, malo smo povedali o problemih, kar recimo, da bo za gospo Barbaro verjetno tudi to nekaj pozitivnega, Ja. Jaz bi se vam v tem trenutku zahvalila za povabilo, možnost predstavitve našega projekta. Rekla bi tudi, da mi smo tle med tednom vsak dan do 4, tudi če je kdo samo mimo, se lahko ustavi, bomo z veseljem razkazali naš center. Sicer pa v bistvu podpiram Lukov predlog. Mi bomo veseli, če bomo lahko vas gostili. Pa tudi glede na to, da smo le Grgarske ravne malo dal od
centra Slovenije ali pa sploh od Maribora ali pa unga konca. Midva z Igorjem bomo tudi vesela društvom predstaviti v bistvu naš projekt. Če bi kdo zainteresiran, lahko Igorja kontaktira, mi smo zelo mobilni in z veseljem tudi društvo, da vidimo, na kak način mi to delamo. Kaj je v bistvu res srž tega našega projekta in kaj želimo doseči. Da ne bojo res samo tisto, da izkoriščamo mi kot zavod nekoga, ljudi s posebnimi potrebami. Ampak da je to res neka dolgoročno sodelovanje, kjer želimo, da imamo vsi nekaj od tega. Hvala. Lahko še nekaj vprašam, Igor? Gospoda Borisa ni več na zavodu? Smo ga dali malo pozadino, da malo počiva. Ok, v redu. Mislim, da sva tudi toliko let sodelovala, da sem ga kar malo pogrešala danes, tako da ga pozdravite z moje strani. Hvala lepa bom. Igor, zaključna beseda je tvoja. Hvala. Jaz vas isto povabim v naše kraje, če bo potrebno, bomo organizirali prevoz in kakorkoli. Tisti, ki boste prišli, ste tudi dobrodošli. Ne vem, koliko ste spremljali tudi našo promocijo. Specialna pedagoginja pod mentorstvom Aksinje Krmavnar je v okviru svoje naloge naredila sliko Tolminski punt. Jaz vam osebno priporočam vsem slepim, da to pridete vtipati, ker to je nekaj posebnega. Sliko nismo dovolili dati 2:3, format slika je velika 2 metra za meter višine in dejansko boste lahko vtipali vse tiste, bi rekel, res slika prinaša vsebino slike, prekaže kompletno Tolminski punt in vsi tisti, ki so jo do zdaj vtipali, so dejansko res jo pohvalili. Slika ima tudi zvočno opis, ima tudi braille opis, ampak imamo kustosa, ki vas bo peljal skozi zgodbo. Zanimivo, da naš kustos dejansko ne dela dobene zgodbe več brez slepih in slabovidnih, ker on pravi tako, če prilagodim slepim in slabovidnim, sem prilagodil otrokom. Tako da vse vsebine, ki jih dejansko deva David Kožuh z Goriškega muzeja, so prilagojene za slepe vsaj toliko, da jih lahko recimo uporabljamo, pravzaprav, da nas zapelje v vsebino njegovih zgodb. Jaz bi vam se še enkrat zahvalil, da ste nam dali to možnost, da se vam predstavljam, zahvalil se vam za vse vaše ideje, tudi to, da ste me podprli, dejansko, da vem, da sem na pravi poti, dobrodošli ste. Mi nismo, kot sem rekel, nismo zaprti tudi za vsa društva, kdorkoli se približuje Primorski, naj se oglasi, poskrbeli bomo zanj, da se bo imel fajn toliko cajta, ko bo naš gost. Imeli smo tudi že primer nekoga, ki je z družino dejansko bil gost, je 4 dni preživel na Goriškem in smo mu poskrbeli vse, da se je imel fajn. Tako da res še enkrat hvala Dušan, da si to omogočil in vsem tistim dejansko vas, bi rekel, 3/4 poznam, z vami sodelujem in mislim, da nismo še rekli zadnje besede, da bomo še kaj skupnega naredili. Hvala vam. Super, Igor, hvala ti. Naslednji teden se vidimo. Naslednji teden imamo predstavitev novega društva Svetlova, tako da bo po mojem tudi zanimivo. Skratka, lepo se imejte. Vidimo se kmalu. Uživajte. Adio.